Dober dan vsem in lepo pozdravljeni na Ekonomski fakulteti. Kako lepo, da ste prišli v našo družbo, čeprav je končno zasijalo sonce. Toliko časa smo si ga želeli, danes je končno prišlo, zato še toliko bolj pomembno, da smo pripravljeni čas preživeti v družbi stroke. Alumni Ekonomske fakultete mesečno organizira različne diskusije. Tokrat je na pobudo članstva SRIPTA, pametne specializacije za področje turizem, tema namenjena prav turizmu. Spomladi smo se pogovarjali, da bi pogledali, kakšno je pogled vlade na panogo turizma, vendar, ker je toliko zanimivih tem, smo tokrat izbrali eno malček bolj fokusirano temo. In to so kratkoročni najemi. Glede na to, da vidimo, kakšna je udeležba, mislim, da je bila odločitev pravilna. Zdaj pa kar predlagam, da predam besedo Ljubici, dr. Ljubici Cvelbar Kneževič, ki nas bo z nekaj izhodišči popeljala v ta dogodek. Ljubica, oder je tvoj. Super, se slišimo? To deluje, a ne? Ja, deluje. Bolj slabo, a ne? Je v redu. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Kot je Monika povedala, moje ime je Ljubica Kneževič Cvelbar in sem tukaj zaposlena na Ekonomski fakulteti kot profesorica za področje turizma. Zdaj, danes smo se na tem dogodku želeli kot fakulteta in tudi kot stroka udeležiti razprave in postreči z nekimi analizami, to, kar na fakulteti počnemo, biti del konstruktivnih deležnikov v celotnem postopku diskusije v luči novega zakona o gostinstvu. Kot sami veste, trenutno je javni razpravi. Jaz se kot strokovnjak na tem področju, že vrsto let s to tematiko posredno in neposredno ukvarjam. Smo tudi naredili vrsto analiz, pa ne samo za ministrstvo, ampak tudi za različne destinacije, tudi za naše strokovno in raziskovalno delo. In nam se je zdelo v luči te razprave, da je dobro, da kot deležnik, inštitucija znanja, tudi delimo širšo javnosti v okviru današnjega alumni dogodka, del teh spoznanj in analiz, ki jih sami v bistvu pripravljamo in ki smo jih deležni. Zdaj, na današnji predstavitvi, današnja celotna razprava oziroma dogodek je zamišljen tako, da bi na začetku približno 10 do 15 minut vas jaz sprehodila skozi podatke. Skozi to, kar imamo, kar smo tu na Ekonomski fakulteti napravili, da bomo bolj osredotočeno in fokusirano debatirali. Meni se zdi zelo pomembno, kot znanstvenici, da res debatiraš osredotočeno, ko imaš podatke. Takrat je bistveno lažje, se tudi na celotno tematiko ozreti. Tako da jaz vas bom v enih 15 minutah sprehodila skozi podatke, vam bom tudi razložila, od kod smo podatke dobili in kako smo jih analizirali. To analizo sva pripravila skupaj s kolego z Fakultete za računalništvo in informatiko, Damjanom Vaputičem, ki je v bistvu pomagal, ker to so res ogromne količine podatkov, ki je tudi pomagal pri sami analitiki in pri razvrščanju in zagotovitvi samih analiz, ki sva jih delala skupaj. Tako da ne bom jaz predolga z uvodom, ampak da grem skozi to analizo, potem pa z gospod Frangežem bova imela približno pol urce diskusije, v kateri ste se vsi absolutno vabljeni, da se pridružite. Najprej bom pokomentirala same podatke, potem pa naprej skozi vprašanja, ki se pojavljajo tekom te javne diskusije. In na koncu bo kolegica Daša Farčnik prevzela krmilo in bo vodila okroglo mizo. Goste okrogle mize ste seznanjeni, gospa Dubravka Kalin danes z nami, Fedja Pobegajlo je tudi z nami, Uroš Buda in Andreja Cirman, ki se nam bo pridružila iz Poljske, je že z nami in bo z nami virtualno na Zoom. Okej. No, da zdaj gremo skozi analizo, pa bi vas jaz prosila, da pač v vsaki točki lahko dvignete roko in pač zastavite kakšno vprašanje, ampak morda res, da se najprej sprehodimo skozi podatke in skozi analize, potem pa da nadaljujemo razpravo. Okej, tole bo delalo, upamo, Jane? Aha, okej. Če ne bo delalo, se bom jaz približala, Prej je delalo v pavzi.
Super. Evo, odlično. No, sam, če grem preden začnem, uvodna dejstva. Vse podatke, ki jih bomo zdaj pokazali, mi smo kot izobraževalna in raziskovalna inštitucija v bistvu nakupili podatke strani platforme Airbnb in Vrbo. To so dve platformi, ki delujeta skupaj, Večino vseh teh podatkov oziroma 95% vseh podatkov, ki jih bom danes pokazala, so na platformi Airbnb in smo nakup teh podatkov naredili v dveh točkah. V letu 2019 in v letu 2024. Po pravilih RDNA, od katerih smo tudi kupili te podatke, vse finančne oziroma vrednostne podatke dobite za obdobje zadnjih 12 mesecev. Zaradi tega bodo analize nekako presečne točke, bodo november 2018 do november 2019, potem pa druga presečna točka bo marec 2023 na marec 2024. Zanesljivost podatkov je 96,2%. Jaz sem zagotova, da boste določeni spraševali, ampak mi smo šli zelo natančno preverjati, tudi reference iskati, tudi veliki nepremičninski skladi uporabljajo te podatke pri svojih odločitvah, in v bistvu z gotovostjo trdimo, da je 96,2% podatki so zanesljivi. Pri tem postopku pobiranja podatkov pa se zgodi lahko kakšna napaka, in to je teh 4%, ki se lahko pride do odstopanja, ampak 96,2% je visoka ravna točnosti. Opozorila bi rada, da smo analizirali samo nepremičnine, ki se oddajajo na platformi Airbnb, torej ni in Vrbo, torej niso tukaj vključene druge platforme. Skupne vrednosti, finančne oziroma v skupnih zneskih, pa tudi v številu nepremičnin so, trdim se v bistvu, upam se trditi višje, ker tukaj ni platform, ko so Booking, ni Expedia, dobro, Expedia je večinoma za ameriški trg, ampak to je tisto, kar je na Airbnb-u, In tudi lahko ista nepremičnina se oddaja tudi prek drugih platform, tako da zagotovo podatki o številu dni, katere se nepremičnina oddaja, in o vrednosti, za katere se ta nepremičnina oddaja, so lahko višji. Okej, zdaj če gremo na podatke, Zdaj podatki so, jaz bom rekla, bom vas prehodila skozi same podatke oziroma skozi samo tabelo, ki je zelo zgovorna, Zdaj tukaj imate podatke, imamo 3 vrstice, Podatke iz novembra smo želeli leto 2015 tudi, smo jih lahko vzeli, finančne podatke lahko vzamemo, ne finančne, številčne podatke, finančne za obdobje enega leta, takrat, ko je bilo kupljeno, ko so podatki bili kupljeni, ampak te podatke številčne lahko v bistvu pogledamo od točke do točke, In tukaj smo vzeli leta 2015, kot vidite, leta 2018 do 2019, pa 2023 in 2024. In se ne rabim biti, sami vidite izjemno eksponentno rast, Številke so se v bistvu za 5-kratnik povečale, če primerjamo leto 2015 z letom 2023 oziroma z letom 2024. Po podatkih, ki jih imamo z teh platform, imamo približno 13 000 nepremičnin, ki se oddajajo na platformi Airbnb in Vrbo. Leto 2015-2016, november jih je bilo 2500. Imamo približno 20 000 sob in nekaj več kot 55 000 ležišč. To je nekakor na ravni hotelskega sektorja, ki ga imamo v Sloveniji, glede na število stalnih ležišč. Povprečje nepremičnina ima 1,6 sob, torej nepremičnina v bistvu in lahko gosti 4,3 posameznika oziroma ima 4,3 ležišča, Tako da nepremičnina kot taka je absolutno večja kot hotelska soba, te številke so pa dokaj stabilne, In zdaj, če grem naprej, vedno je to vprašanje, jaz bom vam pokazala ta graf, vedno je to vprašanje, kako se je gibal razvoj tega trga Airbnb. Tu smo pripravili eno animacijo, ki boste videli skozi čas. Od leta 2016 do leta 2018, kako se je gibal rast števila nepremičnin. Mi smo namenoma zaradi točnosti predstavitve, nepremičnine se pojavljajo in zginejo, če temu lahko rečem, pa se odloči posameznik, da jih bo umaknil, In tukaj vidite razliko, to je leto, zdaj pridemo od leta 2024, to je leto 2016, ki smo začeli. Vidite, da je ta pojavnost oziroma število nepremičnin tudi po posameznih regijah, Jaz bom še enkrat 2024 že zdaj vidite, v bistvu imamo precej Triglavski narodni park, pa Julijske Alpe,
imamo obalo, Piran, a ne, in cela obala, ki je precej zgoščena, okolica Ljubljane, ampak ne glede na to, v letu 2024 vidite, da tudi po drugih delih Slovenije, a ne, imamo veliko nepremičnin, oziroma pač posameznih nepremičnin, ki se dajo v kratkoročni namen. Slovenci smo po temu rečeno zelo podjetni, a ne. V bistvu je to neka v bistvu dejavnost, a ne, po tej sliki, ki se kaže, ki ni značilna samo za 5 destinacij, ampak je v bistvu širša po celi Sloveniji. Če grem naprej, veliko diskusij, a ne. Veste, nama je zelo pomembno, da je debata, spet rečeno, strokovna. Veliko diskusij je, pa to so sobe, ki se na Airbnb oddajamo sobe, a ne. Podatki kažejo drugače. 80% vseh nepremičnin, ki so bile na voljo na platformi Airbnb in Vrbo, so bila v bistvu celotne nepremičnine ali apartmaji. Zasebnih sob je bilo 17%, a ne, nekaj manj kot leta 2019. Sob pa, ki so bili deljene sobe, so bili zelo malo, 0,6%, in tudi v enakem razmeru hotelskih sob, ki se tudi najdejo na teh platformah, ampak jih je bistveno manj. In zdaj pa številke, ki vas bojo tudi zagotovo še naprej zanimale, a ne, glede samega prometa, ki se pač zgodil na tej platformi, ne. Zdaj to so podatki, spet ponavljam, to so podatki, ki smo jih tudi v bistvu pridobili od Airbnb-ja, grejo za zadnje leto, za leto od marca 2023 do marca 2024. Povprečna dosežena dnevna cena na nepremičnino, v kateri lahko biva 4,3 posameznika, kar toliko imamo postelj, a ne, je približno 150 €, 149 €, če sem bolj natančna. Povprečen letni prihodek na to nepremičnino od oddajanja na platformi Airbnb, spet, in Vrbo, Vrba je res malo, je približno 13.500 €, vse skupaj pa na platformi Airbnb v roku enega leta je bilo realiziranih 175 milijonov € prometa v Sloveniji. Če samo tako malo primerjam, koliko je to v primerjavi s hoteli, to je pač Sava Turizem, ki je največji ponudnik v Sloveniji, on ima 24 hotelov, plus Istrabenz turizem, ki ima 6 hotelov, plus Termana Laško, pa še malo bi ostalo, a ne. Torej to in to je, spet ponavljam, so te številke, ki so bile na platformi Airbnb. Te številke so pa značilno višje, kakor so bile v letu 2019, ko smo imeli približno 66 milijonov € realizacije na teh platformah. Povprečno število dni oddajanja nepremičnine je 92 v letu 2024 in v bistvu povprečna doba bivanja je pa približno 3 dni teh turistov, ki pač bivajo v teh nepremičninah. Zdaj, če grem naprej, se je zanimala, veste, spet ta debata. Mi smo že v prejšnji analizi podatkov, a ne, zaznali eno tendenco, da pač posamezniki oziroma isti ID imajo, ne moremo trditi, da je to v lasti, a ne, ampak nekakor obvladujejo, bom rekla, več kot eno nepremičnino, a ne. In tukaj vidite ta podatek, mi smo pol šli zanalizirati. En ID, posamezni ID, ki ima eno nepremičnino, naredi realizacije približno 50 milijonov €. Potem pa imamo gostitelja z 2 do 5 nepremičninami, oni naredijo približno 60 milijonov € realizacije in pol greste naprej. Imamo tudi gostitelja z več kot 21 nepremičninami, ki se pač nanašajo na te platforme, a ne. Tako da to so, a veste, to so čisto drugačne razmere, a ne, o katerih govorimo, in tudi je to pomemben podatek tudi pri debati, diskusiji in nadaljnji zagotovo razpravi. Mi moramo zelo paziti na to, da ti podatki ostanejo zelo zaščiteni, da se ne prepozna identiteta posameznika, zaradi tega smo tukaj nekoliko zakrili. Smo pa vzeli enega, rečemo temu ID, Airbnb, ki je imel več kot 21 nepremičnin in ta jih imel več kot 90, približno 300 ležišč, realizacije 1,45 milijona €, in v bistvu približno povprečno število dni oddaje na nepremičnino je bilo 70, a ne. Tako da to je kar en lep hotel, bi jaz rekla, a ne. Tako, če sem čista, je to, a veste, to je primer, a ne, enega izpisa. Če se sprehodimo naprej po podatkih po ključnih destinacijah, a ne, to smo vseeno tudi naredili, Ljubljana, podatki za Ljubljano. Saj imamo zelo bogato zasedbo Turizma Ljubljana danes tukaj, a ne, tako da
da predvidevam, da vas tudi tole zanima, a ne. Vidite, da v Ljubljani v bistvu številčno čist nekoliko manj, a ne, ampak vrednostno, povprečen letni prihodek je pa približno 13.600 evrov, a ne, precej višji kot leta 2019, to je na nepremičnino, a ne. In tukaj pol pa naprej imate podatke glede povprečno število dni oddane nepremičnine, ki je spet nekoliko višje, in število sob na nepremičnino pa število ležišč na premičnino v Ljubljani nekoliko nižje od povprečja. Zdaj pa gremo na obalo, Piran. Zdaj tudi nekaj predstavnikov iz obale je danes tukaj z vami, a ne, tako da to so pa podatki za Piran. Tukaj se pa številke povečale, a ne, tudi glede skupnega števila nepremičnin, skupnega števila sob, ležišč, dosežene cene, jo sami vidite, skupna realizacija na nepremičnino približno 12.000 evrov, povprečno število dni oddaja nekoliko nižje kot v Ljubljani, a ne, in pač podatki pol v tej vrsti sledijo. Vsi podatki so pa značilno višji kot leta 2018 in 2019. In seveda gremo še okrog Alp, a ne, Bled in Kranjsko goro bomo pogledali. To so podatki za Bled, tudi tukaj števila dokaj višja, celo dnevna povprečna dosežena cena, a ne, 167 evrov, to je spet na nepremičnino. Spet ne pozabite, v nepremičnini lahko spi na Bledu, približno imamo 4,2 ležišč na nepremičnino, 18.000 evrov prometa na nepremičnino in vidite, te številke so približno glede samega prometa za 80% višje kot leta 2018 in 2019. In nenazadnje na Kranjsko goro, Dominik je tukaj danes z nami, a ne, se vidimo, a ne, še kdo iz Kranjske gore zagotovo, a ne. Zdaj za Kranjsko goro so podatki naslednji, a ne, tudi število se je povečalo, a ne, tudi skupno število sob pa ležišč. ADR zelo visok, 190 evrov povprečen, a ne. To je zaradi tega, ker pa če sem šla tudi pol preveriti, smo imeli nekaj outlierjev, ki so imeli dokaj visoke zneske in je pač dvignilo celotno povprečje navzgor, ampak tudi je malo večje število ležišč na nepremičnino, 4,8, spet to morate računati, a ne. 18.000 približno povprečen letni prihodek in povprečno število dni oddaje 100 dni v Kranjski gori. Podatke lahko vidite za oboje obdobje, za obdobje leta 2018-19 in marec 2023 in 2024. Zdaj, jaz bi se s tem, imela sem 15 minut, jaz mislim, da sem jih ravno toliko uporabila za tole analizo, a ne, in jaz bi se na tem mestu, a ne, v bistvu bi zaključila z analizo, a ne, pa bi morda povabila z veseljem gospoda Frangeža, če se mi pridruži. No, hvala. Prosimo, da začnemo, a ne, pa bomo pa imeli tudi vprašanja publike, če je takole v redu, a ne. Super, hvala. No, jaz bom najprej pač se tukaj, ne, vprašanje bom pa jaz zdaj najprej prva, ne, pa boste imeli vsi naprej, a ne. Gospod Frangež, za vas vprašanje, a ne. Ali in kaj vas je najbolj presenetilo ob branju te analize? Kaj sem pa zdajle? Aha. Okej. No, v redu. Midva ne veva, kaj se dogaja, a ne, ampak jaz vseeno bom gospoda Frangeža vprašala, a ne, če lahko malo pokomentirate tele podatke in tole analizo. Pa čisto tako. Resnici ljubo, ne bi mogel reči, da je kak podatek res tak, ki izstopa v smislu tega, da me bi zelo presenetil. Morda me res sem opazil zmanjšanje število enot v Ljubljani, česar priznam, da iz obstoječih podatkov do zdaj nisem razpravil. Sicer pa, ja, očitno je, da se izteka zelo dinamična javna razprava o zakonu o gostinstvu. Hvala za to pripravljeno analizo, jaz mislim, da bo pomembno prispevala k temu, da oblikujemo končne rešitve. Zdaj, že do sedaj je razprava potekala zelo polemično. Opaziti je, da se je v glavnem močno in dobro organiziral sektor ponudnikov kratkotrajnih namestitev, to v vsakem primeru pozdravljamo. Mi smo opravili kar nekaj razprav z njimi in v tem pogledu verjamem, da bo tudi današnji dogodek
nekaj dodatno prispeval k polemiki. Tisto, kar pa velja poudariti, mi smo veseli, da se javna obravnava izteka. Rešitev, kot smo jih pripravili, nismo pripravili z mislijo, da so edine možne in edine zveličavne. Nasprotno, želimo se z vsemi, ki jih te rešitve zadevajo, pač pogovoriti o tem, kako najbolje ciljati tisto, kar želimo ciljati. No, hvala za tale odgovor, ne, pač morda jaz... To ni bilo veliko komentarja. Ne, tako, a ne, morda, a je koga drugega v tej sobi so že številke presenetile, oziroma pa če se ne presenetile, a ne, a vas je kaj presenetilo v branju te analize oziroma teh številk? Kakšno vprašanje iz publike na tem mestu ali gremo naprej? Ja, tukaj bo kar veliko vprašanj, ne. Kam naj začnemo, a ne, evo, Jana, mi boš malo pomagala, pa morda se slišimo dobro, a ne, tako da morda pa izvolite, a ne, samo kratko, ker moramo nadaljevati tudi pogovor, a ne. Meni se zdi zanimiv pregled dejansko, ampak meni to se zdi bolj nek pregled adopcije Airbnb-ja, platforme za trženje. Situacija, ker nekako smo časa, vidimo, da je včasih tudi mišljeno dominantno dejansko zlikin, ko je tudi težko, ampak kažemo pa tudi, da zato, ker je bolj prijazno za sami svoje delavce, da proti bookingu Airbnb dejansko pripravijo. Tako da je tudi ta vidik, ki je treba v tej dinamiki upoštevati. Drugo, kar mi je ponudnika z 21, a ste pazili več kot 50, Saj ste ga videli, je bil več kot 90, a ne? Tisti, ki sem ga pokazali v primeru. Tako. Identiteto jaz ne morem razkrivati, veste. Povedali, da je to proti primerna regresija, zakaj se imene potrebe v stresnem trgu, zato ker je aktualna pravila, ki so veljale za branje, so tako neprimerna, tako nemogoča, da so za večino neposvečenih nespoljivih. In potem tudi veliko upokojencev se današa prav na proti menedžer, da je dejansko pravijo vse digitalne potrebe, od registracije do fizičnega delavca, da ne govorimo, kaj še se. To je del našega trga, ki si največ prav način urejanja. Super, hvala, ne, še naprej komentarji? Še kaj bilo? Izvolite. Če bomo zelo hitra, ne, ker pač jaz moram vprašati tudi... Ne, to je podjetje, a ne? Zato, ker se pač v bistvu od njih se dobijo pač gotovi podatki v raw data, v drugih podatkov pač mi v raw data obliki ne moremo kupiti, tudi druge univerze in drugi ponudniki pač to isto, mislim, drugi, tisti, ki delajo analize, to počenjajo, a ne? Naprej? 96%. Plus Vrbo. Tako. Pri Airbnb jemlja podatke, tako v bistvu, domače rečeno, vsak dan pogleda datum in se blokira. Blokiram, ali to prepoznam, da se me zanima, kako se izboljšali. Ne, oni so imeli pač realizacija bila narejena, so tudi imeli realizirano. V bistvu jasno dajo disclaimer, da pač v bistvu podatke, ki jih dobimo, so podatki, ki so bili realizirani, a ne, pač to je bilo že v disclaimeru. Se imamo tam še, a je to že, ja, imate vprašanja, ne, ampak jaz imam gospoda Frange že tukaj zraven mene, a veste, tako da bom, V redu, pritisk name predvsem manjši. Ja, da imamo še, a je to? Ja, super. Izvolite. Nadaljujeva? Ja, kar nadaljujte, ja. Okej, zdaj seveda Zakon o gostinstvu
urejamo več vprašanj. Je pa dejstvo, da je ureditev kratkotrajnega najema privlekla daleč največ pozornosti javnosti. Kar ne preseneča, na tem področju obstajata vsaj dva diametralno nasprotna interesa. En interes, ki je v javnosti morda v teku javne razprave manj prisoten, je interes predvsem mlajših generacij, da bi lahko do stanovanj dostopali na dostopnejši način. Vi veste, da je še posebej v posameznih okoljih in tukaj prednjači Ljubljana, dostopnost do nepremičnin tolikšna, da lahko govorimo upravičeno o stanovanjski krizi, kjer so mladi, pa tudi druge generacije, prisiljeni plačevati zelo visoke najemnine. Zdaj, na drugi strani pa je gotovo prepoznaven tudi interes sobodajalcev, da nekaj, v kar so vlagali doslej, na čim bolj nemoten in prijazen način seveda nadaljujejo tudi naprej. Dejstvo pa je, da je razmah tovrstne dejavnosti, še posebej odkar se je razmahnilo oddajanje preko platform, pri čemer je Airbnb v tem pogledu konkretno podjetje, konkretna platforma, hkrati pa ime fenomena, ki se je zgodil ne samo pri nas, pač pa mnogo kje po svetu, umaknil celo vrsto stanovanjem in torej stanovanj, torej bivanju, trajnim oblikam bivanja namenjenih nepremičnin iz stanovanjskega trga in jih namenil neki drugi dejavnosti. In mi smo želeli vzpostaviti neko novo ravnovesje, seveda na način, da uredimo trg kratkotrajnega najema, zato, da bi sprostili večji del stanovanjskega fonda tudi trajnim oblikam bivanja, ker je to nesporno javno pomembnejša vrednota, ki jo želimo tudi kot vlada zasledovati. Želimo pa si, in mislim, da smo v javni razpravi locirali nekaj točk, kjer želimo iskati polje kompromisa, še posebej potem, ko smo sedeli na res izjemno polemičnih razpravah z sobodajalci in mislim, da tukaj imamo kako idejo. No, jaz bi v tej točki tudi nadaljevala, pa bom pol spustila tudi mesto za vprašanje. Boste dobili vsi možnost za vprašanje, ker se bo debata nadaljevala naprej. Jaz bi morda sam res rekla, ker te podatke že nekaj časa mi tudi obdelujemo in tudi kot univerza in kot raziskovalci in znanstveniki, pač je nedvoumno, da se je pač število teh nepremičnin za 5-kratnik povečalo v obdobju manj kot 10 let. In to so pač, in ti podatki to pač jasno kažejo, in kažejo na tudi, kakor ste sami videli, da to ni samo težava, ki vedno rečemo enega posameznega mesta, ampak v bistvu ne težava, da je pač to je zadeva, s katero se je treba tudi bolj resno ukvarjati. In to ne samo v Sloveniji, veste, jaz se pač v bistvu tudi, ko sodelujemo tudi drugje, marsikje imamo te razprave in te debate in marsikatera država in marsikatero mesto je na tem področju pač moglo praviti tudi take razprave, tudi kupi take podatke, ki pač ti tudi malo nastavijo ogledalo. Morda v tej luči pa gospod Frangež, da bi komentirala, jaz ne vem, v javnosti se o tem veliko ne govori, ampak tudi na ravni Evropske unije je tako imenovani Airbnb law, to je pač v bistvu regulativa, ki se bo nanašala na short-term rentals, ki je pač šla skozi Evropski parlament in zagotovo v 2 letih bo tudi prišla v pravni red Slovenija. Kako se ona sovpada s tem zakonom in koliko ste pač v bistvu iskali sinergije med tema dvema? No, rešitve, kakor smo jih zasnovali, so po naši presoji že skladne z tem, kar zahteva od nas uredba o kratkotrajnih najemih. Ta predpostavlja predvsem zbiranje in obdelavo in uporabo podatkov potrebnih za ta namen. Predvsem pa uvaja unikatno identifikacijsko številko vezano na posamezno namestitveno enoto. Naj bo to soba, naj bo to apartma, katerikoli tip nepremičnine že. In mi smo z zakonom o gostinstvu že predvideli način, kako ponudnik kratkotrajnega najema pridobi identifikacijsko številko, ta identifikacijska številka pa na platformi, naj bo to Airbnb, Vrbo, Booking ali katerakoli druga platforma, ki zagotavlja to storitev,
samo identificira in ponudnika in njegov tip konkretne nepremičnine, preko tega pa seveda potem pristopamo k različnim oblikam urejanja. Zdaj, kot veste, v zakonu, kot je bil predstavljen v javni obravnavi, predvidevamo splošno omejitev 30 dni, torej največ 30 dni oddajanja v kratkotrajni najem na leto, z možnostjo lokalne skupnosti, da to obdobje poljubno raztegne, če izzivov in problemov in neravnovesij na svojem trgu ne zaznava, če se to recimo sklada z njeno vizijo turističnega razvoja. Tukaj nismo postavljali zgornje omejitve, se pravi, mi govorimo od 30 do 365 dni in to je odločitev lokalne skupnosti. Nekaj pripomb v javni razpravi kaže, da bi bilo dobro to diskrecijo lokalne skupnosti nekoliko bolje definirati, ne nujno omejiti, ampak jo vezati na bolj recimo merljive parametre. V tem pogledu si predstavljamo, da bomo, ko bomo povezali 3 baze, AJPES-ovo bazo, register turističnih namestitev in ne nazadnje tudi podatke platform, postavili pravzaprav avtomatizem, kjer bo za nepremičnino, ki se lahko recimo na podlagi dovoljenja lokalne skupnosti oddaja 90 dni, sistem tudi avtomatsko odšteval število dni, za katere je bila odvedena turistična taksa. V tem pogledu si predstavljamo, da bomo vzpostavili celovit, v celoti digitaliziran postopek, ki bo enostaven tako za ponudnike, za goste, kot tudi za vse institucije, ki bodo potrebovale te podatke in jih bodo obdelovale. Zdaj, s tem date veliko date tudi škarje in platno v rokah županov. Kakšen je odziv županov na ta predlog? Kak župan bi si verjetno želel, rešite moj problem raje vi. Praviloma pa moram reči, da so lokalne skupnosti sprejele predlog te rešitve pozitivno, ker je vsem jasno, da pač okolja v državi niso enaka, da imamo neravnovesja, ki sem jih omenjal prej, še posebej neravnovesja na stanovanjskem področju, lahko pa so to tudi druga neravnovesja, recimo preveč množičen turistični obisk posameznih krajev, da skratka lokalnim skupnostim damo tukaj škarje in platno v roke. Tukaj imamo pa težavo, Dominik, tako, mislim, bo še čas za vprašanja, imamo težavo nadzora, pač ker lokalne skupnosti imajo zadosti kapacitete, imajo zadosti ljudi, imajo zadosti resursov, da bojo ta razvoj dosledno izvajali, ker že danes, pač v bistvu imamo težavo z nadzorom. Kako gledate na ta izziv? Najprej, Evropska unija je utemeljena na enem zelo pomembnem načelu. Jaz globoko verjamem v to načelo. To načelo je načelo subsidiarnosti, ki pravi, urejaj stvari in sprejemaj odločitve na tisti ravni, kjer je najbolj optimalno in najbolj blizu ljudem. Zato imamo lokalno samoupravo. Marsikatero vprašanje naših lokalnih skupnosti bi bilo bistveno bolj racionalno in bolj optimalno urejati centralno. Vendar ne, imamo lokalne skupnosti zato, ker imamo lokalno, demokratično izvoljene organe, tako občinske svete kot župane, in jaz predlagam, da jih, ko sprejemamo zakonodajo, ne smatramo za lokalne šerife, ampak ljudi, ki imajo svojo odgovornost za to, da sprejemajo odgovorne odločitve na lokalni ravni. Kot rečeno, nekaj opozoril v javni obravnavi že je, da naj pogoje in to diskrecijo županov zamejimo z jasno postavljenimi merili, ki naj občinski svet, ko bo sprejemal splošni predpis, pri tem uporabi. Druga pripomba, danes ponovljena ravno v preddverju te dvorane, pa je, da je potrebno razmisliti tudi o ustreznem pritožbenem postopku zoper odločitev lokalne skupnosti, če bi bila, torej, da jo je mogoče prerekati na nekem višjem organu. V redu, hvala. Pač vse kaže, se zagrizli v kislo jabolko, to se že nekaj časa se ta razprava, in nekaj časa mi smo tudi te podatke analizirali in ne vem,
3 leta nazaj, pa 5 let nazaj, pa tako naprej, in se je kazala neka tendenca pač potrebe po določeni ureditvi, a ne. Kaže, da ste pač se zdaj te ureditve skozi spremembe zakona tudi začeli urejati. In zdaj veliko časa preživite na terenu, a ne. Kaj so najbolj pogoste skrbi ponudnikov? Moramo tudi na njih pogledati, veliko jih je danes verjetno z nami tukaj. Jaz si predvidevam, da so tukaj tisti, ki pač zadeve že danes imajo do neke mere urejene, a ne. Si upam predvidevati, a ne, nisem pa prepričana. Ampak če morda samo poveste, kaj so največje že danes skrbi ponudnikov? Ja, s mnogimi od njih se že poznamo iz predhodnih polemik. Vse so potekale, moram reči, da na visokem nivoju. Če pa najprej mogoče se osredotočim na tisti del pripomb, ki je bil nekoliko bolj čustven. Mnogi, še posebej so pri teh prevladovali upokojenci, ki so vlagali v svoje nepremičnine, z leti mogoče ostali sami v praznem gnezdu, zdaj skušajo popraviti svoje prihodke na način, da podsobodajalci oddajajo del svoje nepremičnine. So to razumeli res precej osebno in jih pri tem razumem. Drugič, pri razpravah na terenu. Res pa je, da sem sam bil na, mislim, da 3 razpravah, na Bledu, v Kranjski Gori in na Zoom srečanju Združenja sobodajalcev in Zavoda Gostoljubna Slovenija, če sem prav navedel oba. Da so prevladovali ponudniki, ki oddajajo nepremičnino v lastni nepremičnini, ki je poenostavljeno povedano enostanovanjska ali dvostanovanjska hiša. Praviloma v krajih izven centra. Tukaj zaznavamo možnost kakšnega drugačnega urejanja, še posebej v tistih okoljih, kjer je tudi to že dalj časa del tradicije lokalnega gospodarstva. Pa ne bom postavljal to kot merilo. Skratka, tukaj vidim priložnost bodisi, da urejamo drugačen tip omejitve ali da razmislimo o drugačnem režimu, ker je dejstvo, da vsaj z vidika cilja, o katerem sem govoril prej, pri izkazanih neravnovesjih ciljamo na večja urbana okolja. Super, najlepša hvala. Jaz vidim, da je publika že zelo, a ne, da čakate na vprašanja. Dajmo še teh 5 do recimo se, ja, vidim, da je veliko vprašanj. Kam pa začnemo? Dominiku sem obljubila, pa gremo Dušan, pa gremo gospa, ne, jaz se ene po imeni poznam, vi ste že imeli priložnost, bomo na koncu kroga. Dominik, izvoli. Hvala lepa za besedo. Vsek Dominik Jaščernjak, tokrat v vlogi turističnega delavca iz Kranjske Gore. Seveda je pohvalno, da se je ta ekipa Ministrstva za gospodarstvo na področju turizma odločila pomagati in slediti nekim trendom v razvoju v turizmu. To predvsem gledamo na to, da si želijo reševati določene problematike, ki nastajajo na terenu. Če se dotaknem pa samo te teme, ki se sedaj odprla, več jih je, ampak odločanje, se pravi diskrecijska pravica lokalne skupnosti, da določa ne samo dneve, po katerih se oddajajo, določa tudi lahko okraje oziroma lokacije, v katerih se oddajajo in v katerih ne. Pa če odmislimo, da bi lahko bili strokovni, dejstvo je, da generalno se na lokalne skupnosti prenaša vse preveč vsebin. In lokalne skupnosti, občine nimajo teh strokovnih podlag, nimajo dovolj ekip in vsi tisti, ki se ukvarjamo z investicijami, smo se znašli v izjemnih časovnih zagatah. Samo skladnost, na primer, ki jo zdaj po novem mora občina definirati. Prej si dobil to, ki je naredilo upravno enoto v 3 dneh, zdaj zakonski rok 30 dni, če dobiš 4-5 mesecih, si lahko zelo vesel. Sprav to že, v bistvu, to je postalo cokla pri investiranju, kar mislim, da se ministrstvo tega ne želi. Drugi še večji problem, ki se pa lahko zgodi, ki se pa že dogaja, in mi smo dobili v pripombe, skoraj 10 pripomb dobivamo tudi na Turistično zvezo in povsod, in meni osebno so pa pritožbe iz cele Slovenije, potožijo, da župani v svoji diskrecijski pravici, ni nujno pa, da so tudi, kako lepo naj se lepo izrazim, uravnoteženi in so župani vseh prebivalcev. In tukaj je v bistvu nujna, ne samo želja, nujno
uvesti drugostopenjski organ z možnostjo pritožbe, zato da ne bo na koncu prihajalo zaradi takih drugačnih odločitev županov, pa do ustavnih pritožb, kršenja človekovih pravic in tako naprej. Tudi to že slišimo s terena. In se pravi, namesto da bi pospešili razvoj trajnostnega turizma, kvalitetnega turizma, kot si ga Slovenija zasluži, vse to lahko deluje v praksi na terenu, da bo omejevalo vse to. In drugostopenjski organ, se pravi, ne samo kriterij, je po marsikaterem mnenju, tudi mojem, zelo nujen in obvezen. Podobno kot na upravni enoti, če niste zadovoljni z gradbenim dovoljenjem, imate možnost pritožbe na ministrstvo. Prej bil komentar na nekakor deloma. Dominik, malo prej sem sicer navedel, da se mi zdi to eden od predlogov, ki mislim, da ga je iz vidika pravnega varstva odvetnicev smiselno, ustrezno graditi, tako da absolutno bomo o tem premislili. Nihče ni v tem pogledu, kako naj rečem, nad zakonom in nad pravili in potrebujemo inštanco, ki bo to presojala na hiter in učinkovit način, preden se začne, tudi v tem primeru tega ni mogoče izključiti, pač linija dolgotrajnih sodnih sporov. Tako da ta predlog se meni zdi smiseln in bomo pogledali, kako ga lahko skomponiramo. Super. Dušan, mislim, da na hitro, pa Damjana, ne, pa Petra, ne, in pa bom pa, ja, veliko vas je, ne, ampak res dajmo na hitro, ne. Tako. Predno vprašanje je glede ciljev, ukrepov, ali je narejena analiza, kako bo vse mogoče obremenitve vplivalo na stanovanjski fond Slovenije. Mislim, da Andreja bo lahko odgovorila na to vprašanje v nadaljevanju okrogle mize, tako da ona bo združila ta nepremičninski del pa turističen. Analiza, ki smo jo mi naredili, pa je dokaj jasna. 55.000 ležišč samo na platformi Airbnb, ki realizirajo 175 milijonov evrov prometa na letni ravni. Izvolite. Gorše, gospod. Na osnovi najprej te analize, sem hotel reči, da je ta analiza lahko uporabna, če analiziramo, kaj se dogaja na platformi Airbnb. Vendar, da jo uporabljamo za celo državo, ki kot podlago za sprejetje enega zakona in pa ne moremo. Zaradi tega, ker je veliko teh namestitev tudi na Bookingu. Lahko samo spremljamo trend, kaj se dogaja, ko moramo govoriti o nekih nominalnih številkah. To je eno. Čakajte, jaz sem tukaj bi rada, kot znanstvenica, v bistvu vse, kar bi bilo še na Bookingu, bi bilo še večje, kot je tukaj, a ne? Sem to, da se razumem. Ja. Da bi imeli pravo številko, katero bi lahko operirali. Že takrat. Kaj me je presenetilo? Presenetilo me je recimo povprečna doba bivanja, povprečna letna zasedenost, ki je pravzaprav, če se prav zapomnila, 70 dni. To se pravi, želimo omejiti na 30, že zdaj je povprečna letna zasedenost. Zelo različno, v določenih destinacijah gre tudi čez 120. Pač, gledajte, po kaže ta analiza, ko se pravi, treba drugače upravljati. Drugič tudi prihodek, recimo na nepremičnino je presenetil, se mi zdi dosti blizek, 18.000 evrov. Ja, to se mi ne zdi nekaj velikega, to je bruto prihodek, ne vem. Ampak, kar se pa tiče bolj vsebinske zadeve, ko smo razpravljali o nadzoru, bi pa jaz takole rekla. Mi na Bledu imamo delitev že zdaj postavljeno. Mi imamo projekt občinski prostorski načrt, ki dovoljuje oddajanje v hiši v 50% kvadraturi površine hiše. In če bi mi lahko to nadzirali pri nas v občini, bi mi rešili lahko problem prenasičenosti oziroma prevelikega števila oddajanja zasebnih sob in apartmajev. Zakaj tega ne moremo? Zaradi tega, ker občinske inšpekcije nimajo nobene pristojnosti, da bi to nadzirale. Konkretno, poglejte, mi imamo... Jaz vas prosila malo hitre, ker nam se malo mudi, veste. Če ne bomo mi občinskim inšpekcijam dali pristojnosti nadzora, zakon nima nobenega smisla. Zaradi tega, ker državne inšpekcije je lahko prosijo občine in ne vem, to še vse ne pridejo.
Za primer, mi imamo 21 use hostov, ki nimajo neuporabnih dovoljenj. A veste, kolikokrat smo mi prosili inšpekcijo, da pride občina, ne pride. In če ne bomo tega dosegli, da bojo občine, ki poznajo teren, da bojo lahko zaposlene inšpekcije, da ta zakon ne bo nič dosti pomagal. Ja, bo pomagal za kratkotrajni najem, zato ker te bojo mogli predložiti uporabno dovoljenje, da bojo dobili. Super, gospa, je kakšno vprašanje še? A je kakšno vprašanje? Pa zdaj vprašanje. Zakaj pa vsi tisti, ki oddajajo celo leto, se pravi, imajo poslovno dejavnost, njim pa normalno morajo imeti uporabno dovoljenje, njim pa je potreba predložiti nikamor uporabnega dovoljenja, da bojo pridobile ID številko. Tako kot pri nas že zdaj dajo cele hiše, bojo tudi zdaj vseh 5 enot prijavili na ID. In te bo lahko kontrolirala gradbena inšpekcija, ta male, za kratkoročne pa občinska. In tukaj je pri nas lahko res velik problem. Ok, hvala. A imamo, to ste na Bledu že verjetno, a ne? Hvala, gospa. Jaz prosim zdaj, da se odgovori, a ne? Pa gremo še na Ljubljano, pa. Duška, pomagaj mi, kako se piše gospod skupni, torej medobčinski inšpekcijski organ? Lah. Gospod Lah. Hvala lepa. Veste, gospod Lah je meni povedal, čeprav razumem, vodi inšpekcijske službe v večjih gorenjskih občinah in mi je zelo celostno povedal, kako on razume ureditev. Namreč med enimi in drugimi nepremičninami, ki ste jih vi zdaj na koncu v svojem vprašanju navedli, obstaja pomembna razlika. V podlagi, ki je bila za prekvalifikacijo ali gradnjo neke nepremičnine potrebna v občinskem prostorskem načrtu. In njegov argument je bil tak, ni postopka v državi, ki bi bil bolj vključujoč in bolj demokratičen, kot je postopek sprejemanja občinskih prostorskih načrtov. Najprej se neka rešitev pripravi, se javno razgrne, vsi občani imajo možnost podati pripombe in na podlagi tega občina definira določena območja znotraj svojega kraja kot centralne dejavnosti, druge za stanovanjske dejavnosti, druge kot mešana območja, nisem specialist na področju. Skratka, to je plod nekega širšega konsenza. Težava je res, da v tej državi kriminalno dolgo sprejemamo občinske prostorske načrte, zaradi česar bi kdo rekel, da tudi niso ravno fleksibilni. Ampak prostor je omejena vrednota. Vpliva na celo vrsto dejavnikov, na vprašanje zdravega življenjskega okolja, na vprašanje miru v soseski, kjer živite, na nenazadnje lokalni poslovni model. In on trdi, da je potrebno v občinskem prostorskem načrtu pravzaprav začeti z tem izzivom. Zakaj smo rekli, da če je nekdo ponudnik gostinskih in namestitvenih storitev v nečem, kar je gostinski obrat, da je to izključeno iz kratkotrajnega najema. Ker je v objektu, ki je grajen kot tak, ima za to potrebna dovoljenja in uporabno dovoljenje, je verjetno grajen kot hotel, kot hostel, kot karkoli podobnega. Seveda velja popolnoma drug set pravil, kot v nečem, kar je bilo grajeno kot stanovanje. In v tem pogledu štejemo oddajanje tega stanovanja na trgu kratkotrajnega najema kot izjemo. Kot rečeno, v nasprotju z vsem, kar se je govorilo v javnosti, tega ne prepovedujemo, želimo najti pravo rešitev, da bo tega tam, kjer so druge potrebe, prav tako javno relevantne, morda nekoliko manj, ampak hkrati, da najdemo vendarle neki življenjski kompromis, da bomo vsem, ki se s tem ukvarjate, to omogočali še naprej, še posebej, če ta vaša pravica ne trči v potrebe skupnosti, zato da reši kakšne druge pereče probleme. Super. Gospa, jaz se moramo opravičiti. Gospa... Ne, draga gospa, na koncu ste me vprašali, zakaj imamo različne vatle za gostinske objekte in za sobodajalce, to je bilo vprašanje na koncu. Kar se pa tiče nadzora, pa dajemo za tem zakonom pristojnosti občinskih inšpekcij. Drži, Duška? V redu, jaz bom prosila, čas. jaz bom zdaj res mogla vstopiti notri, ker pač nam se čas izteka. Petra, Turizem Ljubljana, eno hitro vprašanje in pol midva morava zapustiti ta prostor, da pridejo še udeleženci okrogle mize. Petra, izvoli.
Petra Stušek, Turizem Ljubljana. Najprej bi mogoče sam rekla, da mi imamo pa zelo dobro, tam tudi moja kolegica Polona, ki se ukvarja s statistikami, mi imamo pa zelo dobro zanaliziran tudi zraven TripAdvisor in Booking in je dejstvo, da se podatki približno ujemajo. Tako da moramo vedeti, da sobodajalci na več platformah eni in isti objavljajo. Tako da tale je zelo so bili zelo relevantni podatki. Hvala lepa, predvsem pa na ministrstvu in direktoratu in čestitke za pogum, da ste to odprli, ampak to je pa zdaj že uvod v okroglo mizo, verjetno se vsi strinjamo, da z zakonom o gostinstvu ne moramo reševati stanovanjske problematike, a ne? In je moje v resnici niti ne toliko vprašanje, ker verjetno poznam odgovor, ampak bom rekla zelo pobuda, da se res to za še večji pritisk ali pa za začetek res večjega pritiska na medresorsko usklajevanje, ker vemo, da je dejstvo, ker vemo, da je problem, niso problem tisti, ki tukaj recimo se razburjajo pa legalno vdajajo, pa imajo veliko prav, ampak so problem nelegalni, ki jih pa ne moramo niti nadzorovati, mi ocenjujemo, da jih je 20 do 30%, to je res velik. Problem je, ker ne morejo tudi nekateri, ki bi želeli legalno začeti vdajati, ne dobijo soglasij in res bi si želeli, da bi ta soglasja znižali, da bi ID-je začeli prej kot čez 2 leti, ker to pomeni, preden začne evropska zakonodaja veljati, zaradi tega, ker to pomeni samo še 2 leti dodatnega kaosa, pa ne nazadnje tudi to, kar je pa nam najbolj, bom rekla, mislim, ne najbolj v interesu, ampak nekje najbolj želimo odpreti nekaj, o čemer se sploh ne govori, in sicer, da je efektivna obremenitev tistih, ki oddajajo dolgoročno, davčno gledano 22%, za kratkoročno dajanje pa lahko samo 4%. Tukaj so pa ta pravi problemi, kjer se začnejo in to moramo začeti še glasneje o tem govoriti. Vem, da ne morete to na MGTŠ-ju, razumem, da je to stanovanjski zakon, ampak pritiskamo pa še premalo v to smer vsi mi skupaj. Petra, hvala. Zdaj nekaj vidikov. Najprej bom začel kar na koncu. Sestanek na temo rešitev, ki morajo biti s tem povezane z drugimi resorji, je planiran za prihodnji teden, mislim na 21. junija. To ni bilo mišljeno, da javno povem, Drugič, kar se tiče časovnice, ja, tudi mi bi si želeli prej, ampak objektivno, zdaj mi zaključujemo danes javno obravnavo, verjetno bomo še nekaj dni sprejemali zapoznele vloge. Direktorat že ima nalogo, da v bistvu še tem tednu pripravi ključne ugotovitve iz javne obravnave in mi bi si želeli vsaj medresorski del usklajevanja oddelati že čez poletje, da lahko morebiti tam v drugi polovici septembra nadaljujemo z postopki, kar pomeni, da v najboljšem primeru bo zakon sprejet tam nekje pred novim letom. Dejstvo pa je, da celo vrsto stvari lahko uveljavimo prej. ID, ki pa je ključen del za to, da bo nadzor, to je access to market, to je vaš dostop do trga. Če hočete objaviti oglas na platformi, tega ne boste mogli narediti brez identifikacijske številke, kar pomeni, da je treba krog zaokrožiti. In vprašanje je, ali bojo platforme uredbo implementirale kaj dosti prej kot aprila 2026. Ampak drži pa, mi na marsikaterem vprašanju pa sproščamo pravila, 75% soglasje in polno soglasje mejnih lastnikov je eno od takih stvari. Drugače pa hvala. Super, jaz bom zdaj tukaj zaključila, okrogla miza se nadaljuje, tako da nadaljuje se okrogla miza. Kakšni so sploh cilji? Mislim, a mi želimo, da Ljubljana postane ali pa Makarska, mislim, da je cela Ljubljana sobodajalci. Kaj pa mesto prenese, ali ta zakon, a kaj razmišljate o ciljih, koliko kratkoročnega najema mesto prenese? Ali kakšna simulacija, ali ta zakon uspeva to rešiti? Še to me zanima. Mi se zdaj tehnično pogovarjamo o izvajanju zakona. Vemo, kaj bo to zakon v resnici naredil, kakšna simulacija. Zdaj, o tem bolje, da govorite Ljubljančani. Dejstvo pa je, da sem lahko jaz in vi o problemu gentrifikacije, ki ga doživlja Ljubljana v zadnjih letih, prebral v slovenskih medijih relativno veliko. Lokalno prebivalstvo ocenjuje, da je to problem,
In tisto, kar sem jaz pogrešal v javni obravnavi, je glasnejši glas mladih, ki plačujejo od 700 do jurja mesečne najemnine za relativno skromne nepremičnine, zato da lahko bivajo v Ljubljani, bodisi v času študija, bodisi kasneje. To so pojavi, ki morajo nas, kot tiste, ki smo odgovorni za javne politike, zanimati. Zdaj, ali bo ta zakon z enim zamahom ta problem rešil? Verjetno ne. Jaz pa sem prepričan, da je tudi ta zakon prispevek k temu, da mi izkazana neravnovesja na stanovanjskem področju odpravimo. Ključen korak za to bo izgradnja javnih najemnih stanovanj. Pa ne samo izgradnja javnih najemnih stanovanj, tudi izgradnja študentskih domov, nujno potrebnih v univerzitetnih središčih, je korak k temu, da ta neravnovesja odpravimo. Skratka, potrebna je celota ukrepov, od davčnih do regulativnih, in primer regulativnega urejanja je ta zakon, kot primer seveda izgradnje potrebnih nepremičnin za bivanje. Se opravičujem. Jaz bi tudi morda jaz sem, kar sem prepričana, da smo mi 15 minut predolgi in da smo vzeli tudi mesto kolegom na okrogli mizi, ker je tema taka. Jaz bi vas sam prosim, da spet moramo se tudi odločiti na podlagi nekih dejstev in dejstva so taka, da se je ta zadeva povečalo v 10 letih za 5-kratnik. In to so dejstva, ki ostanejo tukaj in bojo vedno ostali. Pač tako kažejo podatki, zdaj podatke tudi imajo drugi in so jih nakupili, boste pol na koncu v okrogli mizi. Podatki so pač, mi smo podatke nakupili in so pač podatki, analiza je res objektivno narejena. 2015 naprej, malo prej Airbnb prišel. To je prodajna platforma, ki obstoječi so podajalci, so šli sem gor. To niso podatki, ki dobro nastajali, to je samo, da so se prenesli sem in vi merite nekaj, kar se meri. Tako da te podatki tega pravo, te prave rastline znimaš. V redu. Evo, sem da jaz zaključim. V eni od podatkov, enem od slajdov, ki jih je gospa Knežević-Velvar predstavila, vendarle podatek. Poglejmo tiste nepremičnine, ki se oddajajo kot celota. Jaz sem prepričan, da tega poslovnega modela v preteklosti pred pojavom Airbnb-ja ni bilo, iz podatkov. Je bil, mi smo ga začeli na mestu Ljubljana leta 1996. To je papira, ki je začel upravljati. Model, Petra je zelo jasno povedala, da je tukaj tudi davčna politika, ki mora priti vmes, tudi model razpršenega hotela, hotelierji, Fedja bo tudi malo povedal, pač vprašanje tudi lojalne oziroma nelojalne konkurence, ki so ga imeli tudi v drugih mestih po Evropi, veste, ne sem tukaj pri nas. In tukaj pač se ne moramo pa zatiskati oči, da je 55 ležišč, 55.000 ležišč v kratkoročnem najemu danes v Sloveniji in da naredi prometa toliko, kot 3 največje družbe, ki poslujejo v Sloveniji na področju hotelierstva. S tem bi jaz zaključila in bi povabila Dašo na okroglo mizo, pa bomo pa imeli še razpravo. Hvala. Iz tega sem ti pila. Okej, se slišimo? Hvala lepa za takole ogreto tole naše omizje. Tako da bom zdaj, jaz sem Daša Farčnik, sem docentka na Ekonomski fakulteti in bi v svojo sredino zdaj povabila gospa Kalin, kar pridite nazaj. Dubravka Kalin, direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Dobrodošli na Ekonomski fakulteti. Izvolite, zdaj kot prvi si lahko izberete, kam se boste usedali. Povabila bi tudi gospoda Uroša Budo, predstavnika Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov. Kolegica Andreja Cirman, redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, se nam danes javlja po Zoomu, takole hibridno, vam pokažemo, da na Ekonomski fakulteti znamo izpeljati tudi takšne dogodke. Lepo pozdravljeni. Zdravo, Andreja, se slišimo? Super. Slišimo. In Fedja Pobegajlo, direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije. Izvoli, Fedja. Najprej vsi lepo dobrodošli. In kot smo že v prvi polovici današnjega dogodka videli, da v bistvu si želimo na Ekonomski fakulteti vzpostaviti en prostor za diskusijo, za tako zelo
rodovitno diskusijo in vas bom tudi v prihodnji pol ure povabila, da soustvarjate tole našo današnjo okroglo mizo. Zdaj, pravzaprav smo imeli na začetku pripravljeno eno vprašanje, da vas vprašamo tako zelo anonimno, koliko od vas pa morda oddaja ali pa že, ali pa zelo resno razmišlja o oddajanju svojih, ja? Vi ste med njimi? Super, ja, saj ste se v bistvu že kar tekom debate malo predstavili, tako da bomo pa tudi glede na to, da imamo še kakšne dobre pol ure na voljo, kar začeli z našo debato. Pa kot je kolegica že povedala, da na začetku, kot je Ljubica, moja kolegica, že povedala, da na začetku majčkeno še osvetlimo stanje v Evropi, predvsem v Evropski uniji, kjer je oddajanje nepremičnin za kratkotrajni najem tudi v razcvetu. Zadnji podatki za leto 2022 kažejo, da je bilo 24% vseh nočitev v Evropski uniji zabeleženih v počitniških domovih in podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje, 62% v hotelih. Mislite, da je ta delež v Sloveniji večji ali manjši kot v povprečju Evropske unije? Večji, tako je, v letu 2022 je znašal 36%. No, in kot odgovor na naraščajoče število kratkotrajnih, kratkoročnih najemov so tudi številna mesta in države uvedla že določene regulative, določene tudi omejitve, tudi Evropska komisija je letos sprejela pravila, o katerih smo se danes že pogovarjali, o uvedbi identifikacijske številke in tako naprej, torej uvaja se večji nadzor tudi pri ponudnikih, pri platformah. No, in danes smo že kar nekaj osvetlili nov predlog zakona o gostinstvu, pa bi najprej vam dala besedo, gospa Kalin, da nam mogoče še pojasnite tiste stvari, ki jih zaenkrat še nismo uspeli osvetliti, morda najbolj pa cilje, ki ste si jih s tem novim zakonom oziroma predlogom novega zakona zadali. Izvolite. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz mislim, da je že Matevž izpostavil kar nekaj pomembnih izhodišč, ki so nas vodila tukaj. In seveda v tem zadnjem mesecu smo tekli že tudi kar nekaj krogov z različnimi deležniki, na eni strani sobodajalci, s katerimi smo se, kot rečeno, zelo odkrito pogovarjali, na drugi strani tudi z različnimi združenji, zaradi tega, ker seveda vendarle, roko na srce, ta zakon jasno ne odpira samo teme kratkoročnih najemov, ampak so seveda v ozadju še druge pomembne točke. Zdaj, ena pomembna stvar se mi zdi, pa smo se danes že dotaknili, jaz bi si res želela poudariti, da seveda mi smo v tem zakonu postavili spodnjo mejo glede časovnega omejevanja, pri čemer seveda iz vseh pogovorov, ki smo jih zdaj imeli na terenu, seveda smo pripravljeni to lestvico postaviti tudi drugače, ampak seveda v pogovoru z vsemi. Zdaj, danes je že bila izpostavljena problematika stanovanj za mlade, za študente in tako naprej. Druga stvar, ki pa se o njej manj govori, ampak zakaj se manj o njej govori? Zato, ker jo je res zelo težko, da ne rečem nemogoče analizirati, je pa nelojalna konkurenca. Mi, ko smo opravljali pogovore s sobodajalci, pravzaprav je bilo vidno in očitno, da so pred nami ljudje, ki imajo bolj ali manj stvari urejene ali pa so se zataknili nekje na poti strašno dolgih, nerazumnih postopkov. Seveda pa lahko verjamete, da med vsemi temi, pred katere smo stopili, ni bilo tistih, ki to počnejo na drugačen, manj legalen način.
In zdaj velikokrat sem vprašana, a imate analizo, kakšni bodo učinki. Glejte, analiziraš lahko tisto, kar lahko meriš, šteješ. Težava je pa, da seveda imamo zdaj take diskrepance v številkah, tudi različni viri ponujajo različne številke, tako da pravzaprav vsak od nas tukaj v dvorani lahko najde drugačen vir in bo razpolagal z drugimi številkami. Najhujše pa tisto, česar sploh ne vemo, v kakšnem obsegu je. In tukaj imamo mi velik problem, zato je tudi zelo težko natančno zmeriti, kak bo vpliv na stanovanjsko politiko recimo. Je pa velik problem, če mene vprašate, nelojalna konkurenca. Vsi tisti, ki to počnejo, ne da bi, mnogi celo ne da bi bili prijavljeni sploh kot pravni subjekt, drugo, da se ne prijavlja gostov, kar pomeni, da mi sploh ne vemo, koga imamo v državi, in da seveda so potem tu zadaj tudi davčne utaje in tako naprej. In tukaj je pa velik problem. Zdaj, mi smo seveda prišli do nekih ocen, nekje do 35% ne bi bilo tega črnega trga, ampak iskreno povedano, mi sistem ne upamo operirati kot z merodajnim podatkom, ker to ni in ne more biti. Zdaj, in nas kot Ministrstvo za gospodarstvo seveda ta nelojalna konkurenca skrbi iz tega razloga, ker nas pa seveda na drugi strani gostinci prepričujejo, da morajo, glede na to, da smo zakonodajno bogata država, upoštevati po nekih izračunih celo 800 plus zakonov, zdaj ne govorimo o celih zakonih, ampak posamičnih delčkih, kar pomeni, da so izjemno regulirani. Na drugi strani pa seveda tisti, ki to počno mimo vsega, ne spoštujejo pravzaprav ničesar. In tule imamo jedro problema in to že v velikem delu nagovarja identifikacijska številka, ki jo tudi uvaja že evropska uredba, za katero seveda pa stoji potem nacionalna ureditev. In ja, mi smo zdaj tokom pogovorov, pravzaprav naš zakon je, roko na srce, v veliki meri posnetek obstoječe zakonodaje. Pustimo zdaj še enkrat, dajmo na stran to časovno omejitev. Jaz si upam trditi, da v 99% ne bo tako huda, kot se mogoče zdajle zgleda, ampak tudi tu še lahko naredimo kakšne premike. Ampak na drugi strani pa je v veliki meri gre za posnetek že obstoječe zakonodaje. In zdaj seveda, glede na vse odzive terena, ki so bili, tako kot je tudi državni sekretar omenil, zelo čustveni, mi smo takoj zagnali kolesje in že ta teden sedimo z MNVP-jem, danes smo sedeli z AJPES-om, skratka peljemo te pogovore in poskušamo priti do nekih pametnih rešitev, ker vedeti pa morate, da mi kar povoziti nek zakon, s svojim zakonom pa tudi ne moremo. Zdaj neki odstopi, tako kot je v primeru recimo soglasij, kjer predlagamo 75% soglasij etažnih lastnikov, ker nam je v interesu, da se sobodajalci oziroma ti ponudniki prijavljajo, da imajo stvari urejene, ampak seveda mi čisto mimo vsega pa ne moremo iti. In zdaj nas, iskreno povedano, terenski obiski so bili naporni, ampak verjemite, zdaj to, kar nas čaka pa z resorji, bo pa naporno krat 10. Hvala lepa. Ja, kako pa se v bistvu tudi eden kot pomembni deležnik so seveda v slovenskem turizmu tudi hotelirji. Fedja je predsednik Turistično-gostinske zbornice, ki združuje, povezuje in zastopa tudi hotelirje. Kako bi komentirali predlog zakona z vidika hotelirjev? Ja, dober dan in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala za vabilo. Mislim, da so take razprave vedno koristne, če drugega ne za medsebojno izmenjavo informacij, ko včasih kaj ne veš, kako kdo razmišlja, pa potem izveš. Zdaj, z vidika hotelov, ker mi pač zastopamo interese naših članov, veliko naših članov je pa seveda hotelirjev, so nekako grobam tri poglavja ali pa tri stvari. Zdaj, sam zakon mi ocenjujemo kot relativno dober, zdaj, da bi ga še boljš lahko ocenili, moramo počakati na pravilnike, ki bojo še pač podlage za implementacijo zakona, ampak načeloma je dober tudi zato, ker uvaja ali pa obravnava ali pa regulira sodobne stvari, ki se pojavljajo pač v panogi, od drugih tipov nastanitev, drugih tipov gostinstva, nove oblike kategorizacije nastanitvenih obratov.
pa zaključim, ker nimamo časa. Tako da se vrnem k temi. Prvi tak velik problem je to, kar je rekla gospa Kalin, nelojalna konkurenca, ne? Ker hotelirstvo je zelo strogo regulirana dejavnost in je tudi prav, da je. Ampak če za začetek, če hotel pač mora registrirati dejavnost, seveda mora tudi ponudnik vsak, ne? Če mora hotel plačevati dobiček oziroma davek iz dobička pravnih oseb, druga stran isto, ne? Če mora prijaviti gosta na dan prihoda, se to pričakuje tudi drugje. Marsikje ni tako, no, vse to vsi vemo, ne. Če more konec koncev sofinancirati destinacijski marketing, a ne, je pravilno, da ga vsi, a ne, če more plačevati prispevke iz naslova zdravja in varstva za goste, enako, intelektualne storitve enako, ne, to se pravi, enaka pravila ne bojo za vse, nič več kot to, ne, takrat mi nimamo nič proti sobodajalstvu ali pa proti Airbnb, ampak ne bojo enaka pravila za vse. To je prva zadeva. Druga zadeva se pa tiče načrtovanja na določenih prostorskih enotah, konkretno destinacijah ali pa občinah. V vsakem OPPN-ju točno piše, koliko hotelskih kapacitet je eventualno še možno zgraditi, kje so lahko, kakšne so lahko, koliko velike so lahko. Za ta segment seveda ni nobenega plana, ni nobene meje, do koder to lahko gre, ampak se nam zdi, da se zelo divje pač vse skupaj odvija. In ta odstotek, ki je bilo prej rečeno, koliko je neprijavljene dejavnosti po podatkih iz določenih evropskih držav pa destinacij, tega bistveno več, ne, in jaz mislim, da je tudi pri nas več, ne, ampak to ugibam, podatkov pa ni. In to bi pa res rad še dodal, ne, in prihaja s tem razvojem do neenakomernega razvoja tudi turizma, ne. Blazen boom nastanitvenih kapacitet, recimo gostinske kapacitete ostajajo pa podobne, kot so bile, ali pa kapacitete turističnih znamenitosti ostajajo podobne in tako naprej. In poleti, če se sprehajate zvečer po Bledu, vidite pred vsako restavracijo vrsto gostov, ki čakajo na prosto mizo. Zato, ker je prevelik razmah nastanitev, pa enak obseg gostinskih in tako naprej. In kam to vodi? To vodi tja, kjer je bilo recimo pred par tedni na Palmi de Mallorki 10.000 domačinov, ki so protestirali proti turizmu, ker se potem posplošuje, ker se slaba luč meče na ves turizem, tudi na tistega, kjer to ne bi bilo treba, ne. Da ne govorimo o prometnih zagatah, da ne govorimo o parkirnih kapacitetah in tako naprej. In če smem za zaključek, jaz osebno se zelo bojim, da preveč pristojnosti občinam, glede na to, koliko so majhne občine, da je to zelo tvegano početje in jaz mislim, da bi zakon moral vseeno tudi neke zgornje meje postavljati. Tretji segment, ga pa ne bom omenil, ker mislim, da ga bo gospa Cirman, to je pa ta stanovanjska problematika, ker mi nismo specialisti, pa bi prepustil drugim. Super, hvala lepa, Fedja. Fedja je odprl še nekaj drugih izzivov, a ne, tako da hvala za ta uvid, pa bi mogoče vse najprej eno rundo odgovorov naredili z udeleženci, tako da bi vas, gospod Buda, tudi malo pozvali, da se opredelite do novega zakona, namreč kot predstavnik Zavoda gostoljubnost slovenskih domov skrbite tudi za vzpostavitev pogojev za razvoj in rentabilno poslovanje za manjše ponudnike turističnih nastanitev in sobodajalce. Bi mogoče še tudi replicirali na kar je tudi Fedja povedal? Ja, lep pozdrav vsem. Prvo, kar bi povedal, da ta nelojalna konkurenca, o kateri govorimo, ne, je tudi nelojalna konkurenca sobodajalcem. To je dejstvo, to je fakt in se proti tej nelojalni konkurenci mislim, da mi borimo že iz leta 2010 s predlogom, da naj se kratkoročno oddajanje zasebnih nastanitev loči od klasičnega kratkoročnega najema. Ker mi imamo problem pri klasičnem najemu, ker ga je možno po stanovanjskem zakonu delati tudi za en dan, 2 dni in ker so določbe v tem stanovanjskem zakonu tako pisane za dolgi čas, se v teh kratkih rokih ne more nobena kontrola delati. In to v tem trenutku osebe so šle lahko na Airbnb, ki je prodajni kanal, na Booking, kamorkoli, in so tukaj prišle v segment turizma in nam delajo škodo. Delajo celotnemu turizmu škodo in preobremenjujemo. Mi drugače
podpiramo, da je treba poiskati eno rešitev regulacije, ne? Ampak sobodajalci, dejstvo je, so regulirani kot crkvena miš. Namreč prijava 12 ur, poročanje kot atipični DDV zavezanec, plača DDV od provizije, od Airbnb bookinga, cel kup je enih zadev, ki jih zelo obremenjujejo. In tukaj prej je bilo omenjeno, da se razvijajo ta ID številke, ki imajo tako število enot na prodajnih platformah. To je res veliko zaradi tega, ker so stvari komplicirane, ker pomagajo ljudem. In tukaj se je v bistvu razvila ena dodatna ekonomija pomoči sobodajalcem, ki jo potem zaznaš, če meraš preko AirDNA, kakor enega velikega ponudnika, ki pa dejansko veliki ponudnik ni. Od teh 1 045 000, ki je bilo prikazanih, tukaj na posameznega ponudnika zelo malo pade. Tukaj je del provizije in pa tukaj tudi se plačujejo vsi davki. Po svoje so te skupni centri za delitev te ponudbe skupnega oglaševanja zaželeni, ki dajo večjo transparentnost. Zdaj, še mogoče tukaj, ko se dotikamo trajnostnega razvoja turizma, pa zelenega turizma, pa kakovosti, ne, da je ta ponudba sobodajalcev nekakovostna. Istočasno, če želimo mi kakovost ohranjati, mi moramo imeti pri sobodajalcih še naprej kategorizacijo. Tako da jaz sem bil zelo presenečen, ko sem v teh normativih opazil, ne, da se to ukinja. Ker čez to se sobodajalce izobražuje in čez to se tudi potem en objektiven nivo kvalitete da. Poleg tega, ko govorimo o obremenitvi samih nastanitvenih kapacitet, ne, hostli v stanovanjih so res problem. Ker po stanovanju tudi po nobenem zakonu ne more biti hostel. To je lahko samo oddajanje zasebnih sob. Zdaj normativ kategorizacije pravi sicer za apartma 8 kvadratnih metrov na osebo, za stanovanja prav 6 kvadratnih metrov na osebo. Ampak tukaj se to ne regulira. Zdaj pa še glede same inšpekcije. Tržna inšpekcija ima vstop vedno vsod, kjer se opravlja dejavnost. Torej, k registriranim, legalnim, transparentnim sodelavcem ima. Medtem ko stanovanje je predtokljiva enota. In če se ne dokaže, da se v stanovanju dela dejavnost, pač razen sodnega naloga ti ne moreš notri. Mogoče toliko za uvod, za malo ogrevanje. Hvala lepa in prav lepo ste se navezali že na ta problem nepremičninskega trga. Pravzaprav že v prejšnji debati smo se o tem večkrat pogovarjali in zelo sem vesela, da nam bo tukaj kolegica Andreja Cirman, ki je specialistka za nepremičninski trg, tudi malo osvetlila z tega zornega kota. Andreja, študije iz tujine so raznovrstne, tudi z raznovrstnimi zaključki, kako tudi po eni strani omejevanje kratkotrajnega najema vpliva na trg nepremičnin, pa vendarle trgi so med sabo nekoliko podobni, pa tudi specifični. Bi mogoče lahko še iz nepremičninskega trga osvetlila ta predlog zakona? Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Zdaj, ko na stanovanjskem področju proučujemo vplive Airbnb-ja, moramo zagotovo omeniti, da na eni strani so pozitivni učinki in na drugi strani so negativni učinki. Zagotovo to omogoča lastnikom nepremičnin dodatne dohodke, boljše vzdrževanje, revitalizacijo določenih območij. V končni fazi določeni kraj pride na turističen zemljevid, kreirajo dohodek, delovna mesta, ki sicer ne bi mogli biti. Vendar, po drugi strani je pa problem te izjemne konkurence dolgoročnemu najemu, ki povzročajo višje cene, višje najemnine, več hrupa, motenj, izgublja se ta občutek lokalne skupnosti, navezanosti, problemi so pri regulaciji, ki so bili recimo tudi že omenjeni. Zdaj študije, ki so bile narejene po evropskih mestih, pa tudi širše po svetu, v bistvu niso tako zelo raznolike, vse kažejo bolj ali manj v isto smer. Verjetno najbolj analizirana je bila Barcelona, ki velja za 6. največji Airbnb trg. In tam so recimo ugotovili, da je prišlo na nepremičninskem trgu, na najbolj izpostavljenem segmentu Airbnb-ja, se pravi tam, kjer je največja koncentracija, da je prišlo do zvišanja cen med tam do 17% in najemnin do 7%. Podobne učinke so našli v Berlinu, Boston, London, tako da učinki so povsod, učinki po mestih so povsod evidentirani, da to definitivno vpliva na stanovanjski trg in da je konkurenčen. Močnejši vpliv je na cene,
v primerjavi z najemninami. In morda za Berlin zanimiv podatek, dodaten Airbnb komercialni listing, se pravi, taki dejansko je na trgu preko celega leta in tako naprej, oziroma daljše časovno obdobje, več kot pol leta, vpliva na zmanjšanje dolgoročnih najemnih stanovanj med 0,23 in 0,37. Se pravi, ta konkurenca dolgoročnemu najemu je ravno tako empirično dokazana, kot je za Berlin empirično tudi dokazano, da regulacija, ki so jo leta 2016 uvedli, je imela učinek. Tako da dejstvo je, da na nepremičninskem trgu oziroma na stanovanjskem trgu je vpliv Airbnb-ja lahko neto pozitiven ali neto negativen. Efekt je najbolj odvisen od tega, kakšen trg imamo. Če je trg tak, da je izjemno malo prostih enot, da so cene že tako zelo visoke, se pravi, da je trg res, ekonomisti bi rekli, tight market, ne? V takem primeru lahko Airbnb naredi veliko škode. Če je trg tak, da tam ni problem, že v splošnem ni problem reševati stanovanjskega problema, potem tega vpliva ne bo. Zato je smiselno, tako kot je v zakonu predlagano, da se to rešuje na lokalno oziroma območno specifičen način. Ali so to občine ali država, pa ne bi komentirala. Hvala lepa, Andreja. Omenila si Berlin, tudi ostala večja evropska mesta ali pa prestolnice, a ne, se soočajo s temi problemi in omejujejo. Verjetno ste se tudi zgledovali po kakšnih primerih v tujini. Preden dam seveda vam besedo, ker že nestrpno. Bi mogoče samo še to pokomentirali? Ja, seveda smo na eni strani pogledali tudi primere iz tujine, bili tudi v neposrednih pogovorih z različnimi mesti, državami in tako naprej. Moram reči, da kar se tiče teh ureditev, je bil končni vtis ta, toliko kot nas je v EU-ju, toliko imamo različnih ureditev le-tega, ravno tako po mestih. Za vse pa je značilno, da so seveda zakonodajo tam, kjer so to urejali na način oziroma glede na okoliščine, ki jih imajo v svojem prostoru. In k temu smo pristopili tudi mi. Namreč zelo težko ne predstavljam si kopirati model Amsterdama ali pa Berlina v Slovenijo. Še zlasti ne iz enega razloga, ker je treba vedeti, tudi analiza je jasno pokazala, če ste bili pozorni, ko je Ljubica predvajala ta mini posnetek, ne, da se zelo jasno kažejo določena središča, sidrišča, kjer imamo, bom rekla, zgoščeno tovrstno ponudbo na platformah. Imamo pa tudi velike predele Slovenije, kjer pa teh težav ni. Zdaj pa, tukaj je treba vedeti, da jaz rada rečem, da imamo v Sloveniji, kar se zadeva razvoj turizma, Slovenijo dveh hitrosti. Na eni strani utrjene, razvite ali pa vsaj do neke mere razvite destinacije, na drugi strani pa seveda področja, kjer nimajo stanovanjskih težav, ne, to, kar je zdaj tudi kolegica omenila, na drugi strani pa seveda so veseli vsakega gosta in so dobrodošle takšne rešitve, ki preko platform neko manjše območje postavljajo na svetovni zemljevid. Je pa treba vedeti še eno stvar, ne, namreč mi iz lokalnih okolij dobivamo različne pozive, ne, in da zdaj še ena stvar, ki se nam vrača kot bumerang, je tudi ta, da tam, kjer primanjkujejo stanovanja, primanjkujejo tudi za delavce v turizmu, ne, nam je zdaj pravzaprav turistični sektor na nas se začel obračati. Mi tudi, če pripeljamo delovno silo, s katero imamo zdaj velike težave v turizmu, od drugod jih nimamo kje namestiti. Skratka, tam, kjer je, bom rekla, ta koncentracija največ, se tudi
problemi bolj koncentrirajo, ne. Ni pa to enako za vse, zato smo želeli tudi pravzaprav implementirati nek vzvod, ki bi omogočal, da lokalne skupnosti same determinirajo na podlagi prostorskih aktov, na podlagi sprejemljivosti, analize sprejemljivosti sprememb in na podlagi svojih razvojnih idej, kaj je za njih tista prava pot. Vse glede na razpravo, ki teče, pa seveda vidimo, da bodo potrebne še neke dodatne regulative. Okay, hvala lepa. Zdaj bi pa kar predali besedo še vam, dragi udeleženci, pa bi dali prednost dami. Ja? Lahko pa govorim na glas. Če je kakšno vprašanje za Andrejo. Pozdravljeni vsi, hvala za to srečanje. Moje ime je Branka Skrt in sem sobodajalka iz Kopra. Sem pa tudi magistrica te fakultete, tako da tudi po tej liniji sem vesela, da sem tukaj. V glavnem poslušam to razpravo in mislim, da samih informacij iz prakse od sobodajalcev je tukaj zelo malo. Bi pa imela najprej eno vprašanje, osnovno vprašanje, ne. Te številke, ki ste jih predstavili v tej raziskavi, mene samo zanima, ali so to dobre številke ali so to slabe številke. S kom se te številke primerjajo? Se mi primerjamo sami s sabo? Se mi primerjamo s sosednjimi državami? S kom se mi primerjamo? Ali imamo mi dosti turizma ali imamo mi malo turizma? To bi bilo osnovno vprašanje, ne, ker tukaj se govori o nekih absolutnih številkah, ne. Še drugo vprašanje pa je, kako bojo te številke izgledale naslednje leto, če bo zakon stopil v veljavo in bojo razpolovljene, ker bomo mi vsi zaprli. Ker, to verjetno ni skrivnost, ne, še posebej, če bo to na lokalni bazi se odločalo, kdo bo oddajal, pa koliko časa bo oddajal, ne, to pomeni, da bojo marsikateri kraji nekritično, v marsikaterih krajih mogli vsi zapreti. Mi imamo lep primer v Kopru, ko mi ne vemo, kaj se bo zgodilo, ker naš župan menja mnenje vsak drugi dan. In nima nobenih temeljnih razlogov, da bi ta mnenja tako spreminjal. In pričakujemo, da bo to tudi v prihodnje. In poleg tega, ne, se pojavljajo v medijih skozi te blazne številke, koliko tega turizma je. Ne, turizma ni. Mi imamo kapacitete, mi imamo lepo državo, ampak mi enostavno smo verjetno ena manj razvitih držav v Evropi, kar se tiče turizma, ne. Tako da res me zanima, ali mi hočemo turizem ali ga nočemo, ker potem je res boljše, da se vsi prekvalificiramo v nekaj drugega. Je pa še nekaj, ali si vi res predstavljate, da se bodo vse naše nastanitve, tudi moji apartmaji, magično spremenili v stanovanja za mlade družine. Ker iz terena vam povem, da se ne bodo. Mi bomo samo zaklenili. In to je vse. Hvala lepa. Zdaj čisto na kratko. Te številke, ki so, hvala Bogu, in namenoma zelo suhoparne, jih seveda v tisti kontekst, ko jih postavimo, jih tudi lahko komentiramo, ali so dobre ali so slabe. Zdaj, kot direktorat za turizem zagotovo lahko zagovarjam še zmerno rast, usklajeno rast naprej. Vsekakor. Seveda pa po drugi strani se nam pa pojavlja določena problematika, vezano na strukturo nastanitev, kar je jasno pokazala tudi analiza, ki je bila napisana leta 2022 in v bistvu se je jasno pokazalo, da tukaj imamo strukturne težave in zato tudi naše ministrstvo spodbuja z različnimi mehanizmi, da bi se gradilo tudi več hotelov. Nikakor naš cilj ni omejevati sobodajalstva ali pa ga, bog ne daj, ukinjati. Ne, dovolite dokončam. Cilj je zadevo urediti. In še enkrat, zdaj ste nam povedali,
kje so ključne težave, uporabna dovoljenja, eventualne spremembe namembnosti, zato bomo iskali naprej rešitve z drugimi resorji. Glede časovne omejitve, kot rečeno, bomo našli skupno rešitev, glede na to, da zdaj za 2 lokacije vemo, da bi znala biti to težava. Ja, hvala. Ja, je vprašanje, kaj v Sloveniji želimo. Mislim, vsa pretekla leta smo se trudili, da bomo razvili sobodajalstvo, da bomo razvili to vrsto nastanitev, ki so nekje sodijo v vsak kotiček naše Slovenije. In zdaj v enem trenutku bomo zaprli, preusmerili smer. Mi smo izračunali, da bo to cirka 20% slovenskih nastanitev zmanjkalo. Ker če imamo številko, da je v Sloveniji SURS prav 67 tisoč nedeljivih enot, pa če jih imajo sobodajalci 16 tisoč, pa naša ocena je, da jih 80% ne bo šlo čez, imamo samo še 20 od teh, to pomeni 13 tisoč nedeljivih enot od 67 tisočih, koliko bo to manj. In to so potem multiplikativni učinki na vse ostalo. Tako da jaz mislim, da je treba sobodajalcem pomagati, da se razvijajo na boljš, ne pa jih zapirati. Sej drži, nič takega ne sprejemamo, da ne bi bilo, kar je že sedaj. Ampak s tem, ko mi predočimo, da je treba uporabno dovoljenje, listek, ki ga po prejšnjih zakonih ni bilo treba imeti, predložimo k soglasju. Da moramo imeti namembnost, ki potegne za sabo lahko do legalizacije, ker če smo bili mi legalni, ko še nismo oddajali, pa zdaj oddajamo po novem zakonu o graditvi objektov, nismo več, je to nelegalna gradnja, ker je to nastanitveni obrat, prej bil pa to stanovanje, moramo delati legalizacijo. In če gremo mi zbirati soglasje, jaz se opravičujem, ampak 75% prag ni nobena olajšava. Namreč stanovanjski zakon prvič pravi, da vse dejavnosti, sobodajalci, odvetniške pisarne, frizerji, kdorkoli je v stanovanju, lahko dela samo v delu stanovanja. To mi v Sloveniji kršimo čez celo. In če dela v delu stanovanja, je 75% soglasje, ok. Če pa delaš v celmu, da se bi delala sprememba namembnosti, rabiš pa 100% soglasje. In čez to mislim, da tukaj igra veliko vlogo Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki ne vem, koliko bo solidarna, pelje noter to zadevo. Tako da jaz mislim, da tukaj se je treba res vprašati, kaj v prihodnje želimo. In dejansko pustiti sobodajalce, kolikor so približno regulirani in ne s temi določili, ki so že v drugih zakonodajih sem peljati. Kaj če potem pa stanovanjski zakon spremeni, pa bo kar naenkrat nekaj drugače. Zakon o gostinstvu bo pa to opredeljeval, bo imel en kup neskladnosti. Hvala. Jaz sem državni sekretar, ki je kao pristojen za to. Bi vam res rad povedal, ta država želi biti turistična destinacija. Mislim, da jo s celo vrsto ukrepov razvijamo kot uspešno turistično državo. Kot eno od najbolj zaželenih destinacij. Ja, to pa ne pomeni, da si želimo vseh tipov turizma. Te dni so bili mediji polni stranskih učinkov izrazito množičnega turizma, ki močno dušijo mnoga mesta, tudi v naši soseščini. Jaz mislim, da si ne želimo naših mest spremeniti v meke za turiste, pa pekle za lokalno prebivalstvo. Zato je potrebno tu iskati ravnovesje. Jaz sem že v pogovoru z sobodajalci preko Zooma v Kranjski Gori na Bledu. Jaz mislim, da so dosedanji pogovori nakazali eno polje rešitev. In to je vprašanje, ali oddajate nepremičnine v svoji lastni nepremičnini, kjer ni drugih sostanovalcev, solastnikov in tako naprej. So to praviloma eno- ali dvostanovanjske hiše, ne? Ali pa oddajate, oprostite, tovrstne nepremičnine v večstanovanjskem bloku. Mnogi od sobodajalcev so bili zelo kritični do 3-letnega, češ kako je to kratko, trajanja soglasja lokalne skupnosti. Predstavljajte si, da vi živite v bloku, v stanovanju. V stanovanju levo, desno, zgoraj in spodaj od vas pa nekdo, brez da bi vi imeli na to pravi vpliv, oddaja nepremičnino preko kratkotrajnega najema. Na 2 dni pridejo novi sostanovalci. Zvečer si morebiti uredijo in organizirajo kako zabavo.
ko smo na dopustu, se imamo vsi radi fajn. Hočem reči, tudi te vidike je pač potrebno upoštevati, ker naš turizem, kot ga želimo razvijati, mora biti trajnosten turizem, ki ne povzroča konfliktov v skupnosti, ampak skupnost skupaj bogati. In kot rečeno, jaz mislim, da smo do sedanjem teku javne obravnave pokazali in nakazali, kje je polje kompromisa, ki ga želimo skupaj z vami iskati. Prejšnji teden, če se ne motim, je bilo v ponedeljek zvečer, točno teden dni zvečer, mislim, da smo bili 2 uri pa pol na Zoomu, pa jaz bi bil še 2 uri pa pol, če bi bilo treba. In smo se dogovorili, da boste oblikovali skupinico strokovnjakov. Gospod Buda bo med njimi, koliko razumem, pa vi, ne? S katerimi se bomo zdaj v nadaljni fazi sedli in poiskali. Mi se temeljnim ciljem tega zakona ne želimo odpovedati. Ker mislim, da zato ne bi tudi imeli podporo ne v javnosti in ne nazadnje tudi ne v turizmu. Smo pa absolutno pripravljeni najti pametno rešitev, ki bo sobodajalcem, ki ste res sobodajalci, zagotovila možnosti za to, da svojo dejavnost mirno razvijate naprej in tudi za vašo ponudbo dopolnjujete turistično podobo Slovenije. Toliko o tem, ali si želimo ta tip turizma ali ne. Super. Eno minuto obljubim. Strategija turizma od 2022 do 2028 jasno govori rahla rast, količinska pa poudarek na kakovostni rasti in to, kar je bilo na začetku prikazan na tabelah, mislim, da ni prava smer. To je prvo. Drugo, klasično sobodajalstvo je bilo in bo en logičen in potreben del slovenskega turizma, tukaj noben ni proti, tudi hoteli, ne. Ampak če bo šlo to, kar je Ljubica kazala od začetka, to 8-letno obdobje, ne, če bo šlo to še naprej, če ne bo regulacije, se bo pa nekaj drugega po moje zgodilo, ne. Ponudba bo prehitela povpraševanje, zasedenost bo padla, padle bojo cene in poslabšala se bo struktura gostov. To pa mislim, da si pa res noben ne želi. Hvala. Samo en podatek, no, od 2019 do 2023 je bila rast sobodajalcev 15%, to je SURS. Ja, ampak Hvala jaz lepa. bi samo morda, glede Daša, kaj je bilo vprašano glede podatkov, je ta struktura, a so to dobri ali slabi podatki? Tukaj je Daša povedala, v strukturi imamo tega več kot v primerljivih državah Evropske unije. Zdaj si pa sami tolmačimo, je to dobro ali je slabo, ne? Očitno v strukturi je tega več. V strukturi celotnih stalnih namestitev, stalnih ležišč, ki jih imamo, pa tudi v številu prenočitev v stalnih ležiščih, ki jih imamo v državi. Pač tako kažejo podatki tudi strani Eurostata, a ne. Zdaj pa podatki lahko se nad njimi zmrdujemo, lahko so nam všeč ali pa niso všeč, taki so, a ne, in pač jih v bistvu jaz danes kaj bi rada, a ne, in sem slišala, da se ta razburljiva debata nekoliko malo umirja, a ne, in v osnovi sobodajalci kot sami, a ne, se sami, kakor si želite urejati zadeve, a ne, in to je zelo cenjeno in slišano, a ne, ampak tudi sami, kot je gospod Buda povedal, a ne, se zavedamo, da je del trga, ki ni urejen. Je del trga tukaj, ki ni urejen in zaradi, sem vas prav razumela, gospod Buda, ste tudi sami to povedali, a ne? In v bistvu je tukaj v delu trga, ki ni urejen, ga je zaradi tudi dobrega razvoja turizma, a ne, turizma se absolutno želimo razvijati, ampak jaz sem res bila udeležena, se Petra je tudi bila direktorica City DNA, lahko bo več povedala, a ne, v marsikaterem mestu, a ne, v katerih je zaradi Airbnb-ja je to bil ta tipping point, ko lokalno prebivalstvo začne zelo, zelo močno nasprotovati. In takrat je točka, od katere ne moreš iti nazaj. To je točka preloma, v kateri to se je zgodilo v Berlinu, se je zgodilo v marsikateri drugi destinaciji, v Amsterdamu, naštevali bi jih, a ne. Saj mi nismo še, ampak je treba zelo dobro in pazljivo, a ne, turizem mora živeti in sobivati z lokalno skupnostjo, a ne. In to so točke, v katerih se pač zgodi neki preobrat in Slovenija pač si ne želi priti na to točko, absolutno si pa turizma želi. Hvala, Ljubica. Bi dali še mogoče vam, gospod, zadnjo besedo, mogoče boste vi prevzeli še malo mojo vlogo in povzamete, ker nas malo... Aleksandar Mlada z Nova Gorica. Jaz bom rekel tako, da razvoj turizma v Sloveniji je zašel v neko slepo ulico. Zakaj? Koliko ljudi tle noter bi vas rad vprašal, ve definicijo, kaj je turist? Lahko jaz odgovorim? Prosim, povejte. Sem že.
Izvolite. Oseba, ki prenoči iz kraja svojega stalnega bivanja. In ni z namenom dela. Ne? In kaj hočem povedati? Če se razvija turistična infrastruktura, so pogoji pridobitev dovoljenj čisto drugačni, kot če ti delaš prvo stanovanjsko gradnjo in potem jo daš v sobodajalstvo. In so davki oziroma prispevki za gradnjo čisto drugačni. In to povzroča nelojalno konkurenco nam, turističnim ponudnikom. In iz teh noben se ni obregnil obenega podatek, ki je ključen. Mislim, da že v strategiji že 10 let se poskušamo dobiti gosta, ki ima večjo dodano vrednost. In tle je bilo lepo napisano 4,15 ali 35 oseb na enoto, oziroma 150 evrov. Tu govorimo o 30 evri na osebo za nočitev. A si res želimo takega turizma v Sloveniji? Povprečna potrošnja tujega gosta v Sloveniji je prejšnji mesec bila 186 evrov. Skupaj z namestitvijo in vsem ostalimi storitvami. To pomeni, da mi sploh nimamo, kljub pisanju, risanju vseh strategij, nismo dosegli svojega cilja. In če se smo zdaj krehali, kdo bo lahko oddajal, kdo ne. Vsak, mislim, da tlele zakon in vsi, noben ne prepoveduje, da se ukvarja z dejavnostjo turizma oziroma oddajanja. Pejte po normalni poti in stopite na trg in oddajajte, se noben tle ne prepoveduje. Toliko samo. Hvala lepa. Morda samo še za končno repliko Andreja. Se slišimo še? Da te še vključimo? Nismo pozabili na te. Ja, hvala. Veliko se je razpravljalo o tem, kaj pomeni v luči, o benchmarkih. Mogoče bi jaz za en kratek benchmark povedala. Videli smo, koliko je stanovanj oziroma koliko je nepremičnin kot celot, ki se oddajajo preko kratkoročnega najema. Nekaj čez 10 tisoč jih je. V Sloveniji je vsega skupaj 63 tisoč najemnih stanovanj. Tako da te številke kar veliko povejo in kot je rečeno, posebej v trgih, kjer je najem, kjer je res težko, je najemna možnost pravzaprav prva možnost. Najem je tisti, ki omogoča, da se lažje pride do nepremičnine, ker je manjše breme kot nakup. Zato moramo upoštevati tudi ta vidik in kot kaže Berlina, kratkoročni najemi v mestih zažirajo dolgoročne najeme. Hvala lepa, Andreja. Če samo na kratko povzamem, mislim, da tukaj vsi sedimo, pa nismo zgolj nek reprezentativni predstavnik nas, ampak mi si želimo turizma, vendar si želimo nekaj več, temveč veliko bolje. Tako da verjamem, da je še kar nekaj vprašanj ostalo odprtih. Jaz vas bi povabila, da jih morda tudi posredujete ali nam ljubici, meni, morda jih mi lahko posredujemo tudi naprej. Danes se tudi zaključuje javna obravnava predloga zakona, kjer seveda lahko vsi podate svoje mnenje. Tako da hvala lepa vsem, mislim, da Monika želi. Ja, najlepša hvala. Jaz mislim, da si vsi zaslužite en velik aplavz, vsi sodelujoči pa tudi aktivna publika. Ni bil namen, da se izzivi danes rešijo, ker v 1 uri in pol se ne morejo. Iskrena hvala pa vsem, ki ste delili svoje razmišljanja z nami, tako na tej kot na drugi strani. Če ima kdo kakšno pobudo, jo lahko pošlje kar na alumni mail, tam, kjer ste se prijavljali, bomo mi posredovali naprej. Interesnih skupin je vedno veliko, jaz samo upam, da boste odgovorni našli rešitve, ki bojo dobro za Slovenijo. Veste, kaj je pa tisto, kar pogosto pomaga poiskati prave rešitve za največje izzive? Kaj mislite, da je tisto? Znanje.
Po to pa lahko pridete na Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani.